Mislim, skor ni stvari, ki ni boljša, če laufaš. Jaz ta klanc sem nekako zdelal, potem sem pa si rekel, ne, zdaj tega pa trpljenje je pa zdaj konc in sem šel v prvo slaščičarno, si prvoščil sladoled. VMRA je vendarle potem dosti hitro pogruntala, da je dobro se, če sovražnika ne moreš premagati, se mu pridružiš in so se potem povezali skupaj z ITRO in ostalimi strejlaši. Ne. Prvi in najbolj suh zaklad zlato teh primorskih gorskih tekov so ti naši organizatorji. Spoštovane, drage dame in dragi gospodje, v septembru smo, ja, dobro jutro, dober dan, premalo ste tekli čez poletje, vem, tudi jaz. Ampak nič ne de, na tekaške prireditve jeseni bomo vseeno šli, čeprav malo na suho, malo na spomin, že zaradi tega, ja, da se srečamo spet, pa da se kaj vidimo, tudi mojega današnjega gosta sem kar nekaj časa lovil, zaseden človek je, poznate ga, danes ga boste pa še slišali, pa še kakšno stvar, ki vam je še ni povedal, ker ponavadi on sprašuje. Dame in gospodje, z mano je Venčeslav Japelj. Živo. Ojla. Venčeslav, kdo te kliče Venčeslav? Ali kako te še drugače kličejo? Venčeslav, Venček, Venči, Slavko, ponavadi pa Džepelj. S tem džeplom je nevrš tudi, vem, da imaš mail, džepel, afna in tako naprej. Vem, da je s tem džeplom staviti povezana kakšna anekdota, kako si zadobil ta nadimek. Veš kaj, v gimnaziji, na začetku gimnazije je bil en moj sošolc z Bistrca in tako smo se malo hecali med sabo, ne, in moj priimek je Japelj. In pol on je tako hotel biti, no vem, malo se je široko usto in tako naprej rekel, no ja, kaj pa ti misliš, Džepelj? In se je v trenutku prijelo in od takrat, to je, vse veš koliko, zdaj imam 74, to je nastalo pri, koliko je bilo, prednih 15, 16. 60 let nazaj, noro. Too much. A ti to pomaga potem, mislim, ko greš pa kam v tujino, ali pa se s kakšnim tujcem pogovarjaš, ali pa če moraš svoje ime... Ne, tam sem jaz Venčeslav, ni, no way, ne. Tudi zadnjič, ko sem se pogovarjal z Mijačijem, ne, Fuji, prijatelj Japonc, ki je prijatelj Slovenije, zadnjič je bil laufal na Veliki planini pa na Šmarni gori, ne, z njim strogo Venčeslav. Tako da, ne vem, no, ni bistveno. V glavnem za take domače, bližnje, tisti, ki vejo za ta nadimek, je absolutno to pravilno. Se rad pogovarjaš z ljudmi, Venčeslav, rad spoznavaš nove ljudi, nove tekače, jih kaj povprašaš, tako naprej. Čuj, novinarsko pravilo je bilo, da vsak dan spoznaš najmanj 2 novi osebi. Jaz tega nikoli nisem štel, ampak je bilo kar dosti tega. Zdaj pa, odkar se bolj intenzivno ukvarjam s tekom, to je recimo, dobro, četrt stoletja, ne, je pa prav, tukaj le izčrpam eno energijo, moram priznati, da prav zlorabljam ta tek in to, kar je povezano s tekom. Ti ljudje, ki se ukvarjajo, tekači, organizatorji in tako naprej, ne, to je en takšen folk pozitiven, da pač se moram priključiti zraven in je, ko se srečamo, se ta moj optimizem, moja življenjska energija se dvigne za 300%. Zdaj, ni čisto običajno, da se pri teh letih lotiš pa neki furati ene stvari, ki je dolga, tradicionalna, zahtevna in tako naprej, pa da se še s tem zafrkavam, ko se mi ni treba, ampak ne, to je v tej energiji. Odgovor tudi na vprašanje, če bi te vprašal, zakaj tečeš, zakaj si v tem tekaškem krogu, zakaj nas je toliko pravzaprav, ne jemlje nam to energije, daje nam jo, ker je mogoče za koga, ki ni posvečen. Tisti, ki vemo, nam je vse jasno. Ampak te moram malce popraviti, oziroma ti dati zadnjo informacijo. Pred par tedni mi je doktor delal magnetno resonanco, levo koleno, rekel popolnoma uničeno. Ne smeš več laufati in ne smeš več fuzbala. Fuzbal sem zdaj še, pred enim mesecem sem igral 2-krat na teden po 1,5 ure intenzivno, sem se preganjal z onim mulci od 25 do 50 let in zdaj, pazi, to sem jaz delal 60 let in to je zdaj grozno. Pravzaprav sem še v tistem procesu, ko moram to prebaviti
in spraviti skozi in se s tem sprijazniti. In bom malo več kolesaril, ko grem ven s kolesom ali pa v kleti, recimo sobnim. To je zdaj vse, v fitness se mi ne da hoditi, to malo po doma, po telovadi imam kakšno malenkost uteži in tako naprej imam doma, ne. Ampak in plavanje recimo tudi, ne, da tukaj imamo morje, ampak jaz sem kakor da bi bil Gorenc, ne. Morje je, vsak dan ga moram videti, ne, ampak noter pa ne grem tako pogosto, bi si človek mislil. Tudi v tistih veselih Tako da sredah, ne. mi laufamo, ti veš, zakaj laufamo tekači, ne? Sej, marsikdo ne zna niti razložiti in če bi ti mene vprašal, zakaj, kateri so razlogi, zakaj to, bi ti mogoče začel naštevati, ne tebi, ki ti absolutno si doktor za to, ne? Ampak bi pozabil milijon stvari, ne? Mislim, skor ni stvari, ki ni boljša, če laufaš. Pravijo, Venčeslav, da tudi kolena se danes da še kaj poštimati, pa zamenjati, pa injicirati in tako naprej. A? Ja, ta prijatelj, zdravnik, ne, doktor Ambrožič, igral je fuzbal, zdaj tudi malo laufa, ne, je rekel, ne, zdaj ti bodi srečen, da lahko še hodeš, pa recimo tudi kakšno drugo stvar malo narediš, ne, ampak naslednja faza bi bila zamenjati, se pravi, novo koleno, ampak novo koleno potem ne boš mogel igrati nogometa, tudi laufati ne boš mogel, probaj tako kot je, ga čim bolj prišparati in tako brez teh posegov, ampak da bi pa kaj nadomeščal hrustanc, pa te stvari, to pa ne obstaja. No, obstaja, Pravi, on se spozna na to. To je res, to je res. Je cel kup nekih terapij, ne, kot ti neko plazmo, pa matične celice. Ubrizgavajo in to, pa mogoče pomaga na 2 dni, sam, ne vem, no. Mogoče bom, sam zaenkrat še ne. Ja, tehnologija napreduje, no, 7 let nazaj je bilo to zelo po vojih, zdaj deluje vse, ko bomo mi mogoče kdaj prišli do tega, da nam bo pomagala pa naslednja generacija. 20 let, če me boš ti srečal, ne, pa bom jaz vse to že imel urejeno, me lahko kar imenuješ kiborg. Ko se boš vrnil, ko bodo na primorskih pokalnih gorskih tekih uvedli kategorijo 90+, ja, takrat ti boš spet nastopal, ja, z novimi koleni, s karbonskimi koleni in tako naprej. Zakaj sem povabil, zdaj ste gotovo že, ne, dragi poslušalci, dragi gledalci, ugotovili, Venčeslava Japla v tale podcast je zato, ker je legenda, pa ne mara te besede, ne samo primorskega teka in novinarstva, pač pa tudi širše. Ja, 60 let je aktiven, tako ali drugače 50 let v novinarskih vodah, mislim, da si diplomiral ravno enih 50 let nazaj, ja, na nekdanjem FSPN-ju, a si? 49, mislim, da je bilo 76, da če smo 5, se pravi eno leto manj odštejemo, ja, tako. Dobro šteješ. Naslednje leta boš imel Abrahama, pa še kar aktiven je ta človek, ja, ko je šel v penzion na Primorskih novicah, ker je počel marsikaj, ustanavljal tudi sindikat, bil odgovorni urednik in tako naprej, mu ni dalo, da ne bi ustanovil svojega medija ali pa pogruntavščine, ki si reče Ljudstvo tekačev. Ljudstvo tekačev obstaja že 12 let, tisti, ki se karkoli s tekom ukvarjate ali pa vas zanima v Sloveniji, se slejko prej naleteli na to spletno stran, pa na njegov YouTube kanal, praktično vsak vikend nekje, ja, Venčeslav Japl skače okrog s tisto kamero, s telefonom in jemlje izjave veselih tekačev. Torej, bil je zraven tudi pri trskem maratonu, seveda je zdaj, ne, v najboljših letih in to je tudi potem dokazal, ko je prevzel mesto enega od koordinatorjev primorskih gorskih tekov, ko mi je rekel Klaudijo v enem podcastu, ko so ga imela, da bodo zdaj, to je bilo kakšno leto nazaj, dobro, prepustili, ja, to organizacijo. Ja, da bojo prepustili to mlajši generaciji, sem rekel, kdo drugi. Pa najdu enega mlajšega. Pa nek 10 let več imam. Rekel noro. Mislim, noro na Primorskem čas teče drugače, no, tako da zdaj si relativno še to funkcijo prevzel. Torej, ja, karkoli je na Primorskem povezano s tekom, katerikoli obliki, se nekje enkrat pojavi Venčeslav Japl. Če ne s kamero, pa tako. Res je en tak, rekel, motor vsega tega v zadju, zdaj najbrž je, a je naporno, no, Venčeslav, hoditi tudi tiste vikende, ko ti morda
kakšna stvar bi šla drugače od rok, pa bi šel kam drugam, pa iti spet na nek gorski tek ali pa na nek drug tek, pa tam malo zapisovati si, pa snemati, pa potem poročila pisati. Ja, seveda je tako, ne? Ampak bi rekel tako, da v življenju imaš ene cilje, pa ene naloge, ene so prednostne, ene niso prednostne in potem si narediš seznam in na prvo mesto napišeš gorski tek, pa je rešeno. Ni dileme, ni dileme. Gorski. Kdaj si zadnjič, zdaj si mi vse razložil o svojem kolenu, ne bom te vprašal, če si danes že tekel, bom vprašal, kdaj si zadnjič tekel v klanec. Ma ne, veš kaj, kaj zadnjič sem bil, Šmarna gora je bila, čakaj, najprej je bila Šmarna gora po Veliki planini, se sem bil na enem in na drugem, na planino smo seveda nas je žica potegnila, na Šmarno goro pa sem šel po partizanski poti in pol 2 dni kasneje sem šel še enkrat. Nisem laufal, ne, ampak takole normalno sem šel, zaenkrat gor dosti lažje grem, kakor za dol, ne, ampak dobro, zaenkrat tudi še gre brez laufanja, ampak s takšnim bolj pospešenim korakom, recimo, ne. Drugače pa prav laufal sem pa prejšnjo sredo, ker imamo te vesele srede, veš, vsako sredo v Kopru, v Žusterni se dobimo in pol odvisno od mojih kolen in drugih zadev grem, zmeraj pridem zraven, praktično, ne, razen če je kakšna višja sila in pol malo hodim, ampak par 100 metrov tudi vseeno še malo polaufam, ne, da vidim toliko, da čist ne pozabim, kako to zgleda. Tako da recimo prejšnjo sredo je to bilo, drugače zadnji maraton je bil pa, ja, 15 leta. Maraton, 16. pazi. 16. Pravi, ne? 16. 15 leta je bil Atene. Atenah si bil leta Prav 2005. spomnim ali ne? 2015 si bil v Atenah, ampak baje si šel leto kasneje še v Bovec, govorijo. Ja, tam zunaj. A? Ne vem. Nisi tekel Jaz sem Bovca? si rekel, evo, zdaj za konc bom jaz to naredil, pol pa videl, če bom še kaj laufal, grem v Atene, tam, kjer se je vse skupaj začelo, ne, tako da zmerno dušo pol rečem, evo, končamo. Ja, možno, ne, čuj, oprosti, pred 2 dnevi mi je prijatelj Tomik, sva se pogovarjala o spačkih in tako naprej, tudi ena moja taka obsesija, je me popravil eno informacijo, ki sem imel napačno programirano v malih možganih, ne. Tako da absolutno dopuščam, da imaš ti prav, ker moj spomin nikoli ni bil kaj prida. Če ne obstaja še en Venčeslav Japelj, ja, v Sloveniji, ali pa če ti nisi nekomu potaknil štartne številke za maraton v Bovcu leta 2016, potem ja, spletni arhivi in anali pravijo, da je Venčeslav Japelj leta 2016 v septembru, 18. septembra tekel Bovec maraton v času 5 ur pa 37 minut. Evo, očitno je bilo tako dobro, da si kar pozabil. Evo, Mare, kupim. Všeč mi je, da si imaš Ja, Benti, samo zdaj si mi sesul on moj osnovni namen, kako lepo je reči, ono, laufaš 60 let in še več, in pol na koncu si izbereš, evo, atenski maraton in to narediš in rečeš, zdaj bo to je zdaj zapakirano, gotovo, ma zdaj pa prideš s tem Bovcem, Bovc je eden od mojih najpriljubljenejših, Bovc je tudi cilj naših štafet, ki jih delamo vsako leto, Koper in tako naprej, ne. Tako da Bovc mi je zelo pri srcu, ne. Ampak žal pač mi pokvari to mojo idilo atensko. Zdaj pomeni, ne, da naslednje leto, ko boš imel na vrste okroglo obletnico, ja, imel boš pa tudi 50 let svoje novinarske kariere, pa tako naprej. To sem že pozabil, pusti to novinarsko, to pozabi zdaj. Ja, boš pa lahko kakšen maraton se pač prijavil, recimo na Istrskega, pa ga odtekel za konec, če hočeš imeti tak epski zaključek. Tega pa nisi odtekel, a? Ma ne s tem kolenom. Ne, nisem. Laufal sem, kaj sem, mislim, kratkega, pa polovičko, mislim, da sem. Ne, sem zmeraj delal zraven, ne. To je problem. In potem, ko sem nehal delati, ne, najprej smo ga ustanovili, pri prvih 3 sem bil angažiran in potem sem še mesece in potem po maratonu sem ga sanjal in potem sem rekel, ne, zdaj pa to konc. In pol sem se pa z Duškotom Mravljetom zmenil,
Oziroma ne, z njim sem se zmenil že na ta prvem maratonu. No, v glavnem je to potem prišlo v spredje, smo delamo to našo ukrepčevalnico, tako da mora biti tam in si ne moram privoščiti. Mogoče lahko ta krajšo rekreativnega lahko odlaufam, brez škode, pa potem skočim v Strunjan do Duškota, ampak drugače pa maratona ne. To je prav zanimivo, ja. Lej, bogovom si se šel pokloniti 10 let nazaj, no, lej, 10 let nazaj, mogoče se moraš še enkrat iti kam Ne, drugam. pogovorno sem se poklonil že malo prej, ker smo s Pački smo imeli eno žurko v Grčiji, Okay. smo se tam svetovno srečanje, ne, in pol smo s tvojimi sosedi, bi se reklo, Gorenci, so oni rekli, kaj, ne bi šli mi malo v hribe gori. In smo se zmenili, gremo pa malo na Olimp. In smo šli. In jaz seveda sem malček sem imel kondicije, ne, tako da oni so bili sicer Gorenci, ne, ampak prvi na vrhu sem bil jaz. Se opravičujem, ker se hvalim, ne, ampak hvalim tekače. Mislim, Gorenci sami ste si krivi, če vas je Primorc nagonil na Olimpu. Tako to je. Kako je bilo na Olimpu? A je bilo kaj božanskega, tam je bil dober občutek? Ja, malo sem se pogovarjal z Zeusom, pa s temi ostalimi, z Ateno. Sva se zmenila, da enkrat moram priti tudi maraton odlaufati, ne. No, zelo prijeten folk, res. Najprej sem bil malo zmeden, ker sem imel predstavo, da Olimp na gora je taka malo bolj, ni špičasto, kot so naše Alpe. Sem mislil, da je to en vrh, kar naenkrat prideš na vrh, ko ne moreš več gor, ne, je konc, je vrh. Ne, mislim, da je enih 17 vrhov ima ta Olimp. In potem je bilo treba zbirati, kateri je ta prav, kateri je najvišji. Upam, da sem zadev ta pravga. Recimo, da ja, no. Recimo, da ja, ker so te pripustili. Vse je bistveno, v glavnem tam ne. To konferenčno sobo, tile bogovi imajo malo večji prostor, tako da ne moreš kiksati. Zdaj, jaz sem 2-krat že tekel v Atenah, pa še enkrat bom šel, to sem si obljubil, ker nekaj posebnega je na tem dokaj zahtevnem, vročem, ne bom rekel, kaj vse ima. 10 kilometrov gori, ki imaš vzpona po avtocesti, tako rekoč kriza, ampak veš, kako sem si jaz pomagal? Ta klanc sem nekako zdelal, potem sem pa si rekel, ne, zdaj tega pa trpljenje je pa zdaj konc in sem šel v prvo slaščičarno, si prvoščil sladoled, in potem sem šel še čez 2-3 kilometre, sem šel še na pivo Heineken in potem še nekaj malega je bilo treba dopanati na Icos stadion, ali kako se že kliče, ne, in smo rešili. Si moraš pomagati. Ljudje božji, a zdaj slište, no, zabeležite si, pa človek je zelo hitro tekel, ne bom povedal, koliko je tekel, boste že najdel ta podatek. Ni res, nikoli nisem bil hiter. Skromen. Samo uživati sem pa znal. No, tako je, a ne, zdaj pol urce gor ali pa dol, no, ampak če nimaš zgodbe, da si šel na sladoled, vsi imajo zgodbe, ko so šli v Gmajno, oziroma za kakšen grm, a ne, ali pa ne vem kam, noben pa nima prave zgodbe take, da je šel na pivo, pa na sladoled, ja, pa še kam. Posnel sem to in to na YouTubeu, tisti, ki gledajo, spremljajo moj kanal, ne, so mogoče tudi videli, to mislim, da se še najde tam. Bom poiskal jaz, pa dol spodaj polinkam, da boste videli, kako se preteče atenski maraton. Zdaj takole obljubim ti, Džepel, ko bom šel tretjič, na atenski maraton. Jaz ti želim dobra kolena, no. Ne bova zdaj tudi v kolenih, ja, ker jaz tudi nimam več najbolj sveža, ampak grem enkrat še v Atene, pa vmes bom šel na pivo. Evo, pa nate se bom spomnil, pa posnel. Pa pet malo tudi zame laufat, daj, ajde. Pa zate, tako, evo, zdaj sem zmenjena, slišali ste, draga publika, Atene me čakajo, tam bil sem 2-krat dol, nisem še poravnal vseh računov z bogovi in bom to enkrat šel, evo, Džepel, tudi za tebe. Ena stvar me pa zanima, ne, zdaj, preden greva spet nazaj na tek. Zakaj človek postane novinar? Pojma nimam. Kje te je poklicalo? Kje si imel to? Vem samo to, da mislim, da je bilo okrog 7. razreda osnovne šole, ko sem rekel, ja, to novinar biti pa je dobro, pa ljudem pripoveduješ stvari, zgodbe, informacije, brez katerih bi bilo življenje tako malo težje, ne. In no, pol je šlo po tej inerciji, kaj sem pol skozi gimnazijo, tam sem že v osnovni šoli sem bil dopisnik, pionirski tednik se je imenovala Radijska oddaja, RTV, radio,
Radio Ljubljana je bil, mislim, da prvi program, ne. In tam sem padel, so ocenili, da sem dovolj dober, da smo šli na končni izlet, ne, na Pelješac na konec sezone, poleti, ne, tako da tisto bila moje prvo plačilo za novinarsko delo. Se pravi, to ti je bilo na en način, pa si se znašel v tem, kot riba v vodi. Si se kdaj, bom rekel, čez kariero ali pa v prvih letih kasneje, mogoče zamislil pa rekel, no, ni to stvar, ki bi jo počel celo življenje, ali ti je bilo to pa čisto naravno, si šel, go with the flow. Ja, ne, to je bilo, brez tistega ni bilo več življenja, ne. Ono, ko smo študirali, študij na FSPN-ju, moram priznati, smo si naredili tako komot, tam je tudi tako zanimivih zgodb in tega par stvari sigurno ne veš, pa ti tudi ne bom razlagal, če bova pri kofetu ali pri pivu, Ne, tako ti bom ostane. lahko kaj razložil, ampak ti povem, da je par zanimivih zgodb bilo, ne. In pol je to šlo skozi, kar naenkrat se sem znašel potem v Cajtangu, Primorske novice, ne, in tam je bilo enih 36 let, pol so mi pa brcnili na cesto in pol sem si odprl spletno stran in se bolj po svetu tekel. Evo pa sva spet pri teku. Mislim, danes jaz ne predstavljam več, da bi nekdo šel se zaposliti v en medij ali pa kam drugam in tam ustrajal celo svojo kariero. Zdaj, si imel kakšne ponudbe ali pa si te vlekel tudi kdaj kam drugam, včasih se kdo naveliča, mogoče kakšnega okolja. Veš kaj, jaz sem v Kopru, pri morju, ne, to je super situacija, ne vem, kje druga, v Ljubljano me ni vleklo in sem rekel, tukaj ni bilo kaj dosti izbire zdaj v tem poklicu in sem kar tam lepo ostal, poleg tega pa zmeraj sem imel kakšno idejo, ne, in sem delal malo to, malo ono, pol so me hitro postavili za odgovornega urednika, pa sem se zmislil kakšno novo prilogo, kakšno novo rubriko, pa tako naprej. In nekaj cajta je bila sobotna izdaja, je bila en takšen vrtec, v katerem sem gojil nove ideje in kako se da novinarstvo drugače delati, kakšne stvari lahko daješ noter, ne. In to mi je bilo zmeraj zanimivo. Pol od leta malo pred 2000 sem se začel bolj intenzivno ukvarjati s tem tekom, smo postali potem sponzorji primorskih ravninskih tekov, potem eno leto kasneje še gorskih. Evo, pa sem pa se ujel v to past in zdaj sem tam že več kot kar četrt stoletja kaj noter. In skratka, bilo mi je zmeraj zanimivo, pol mes smo še ustanovili ta novinarski sindikat, najprej primorskega, pol slovenskega, pol sem tisto fural 8 let. In pol, tako, ker so se posamezna obdobja začela in končala, ne, sem v trenutku, zdaj, ko gledam nazaj, takrat mi ni bilo jasno, kaj se dogaja, ampak sem kar naenkrat se znašel v neki novi zgodbi. Zdaj pa vidim, da se je po neki logiki prejšnja zgodba končala in se je začela nova. In nisem imel cajta kaj dosti dihati, vmes sem, kar plaval sem. Mislim, aktivnemu človeku, ja, ki ima odprta oči in ušesa, ne se zmeraj kaj zgodi, ja, da nima časa počivati, pa čakati, pa ležati na lovorikah ali ničem podobnem. Ampak rekel si 2000 začel teči, zdaj človek v 40, poznih 40. Zakaj? Venčeslav, a te je povleklo zaradi novinarskega dela, ker si to spremljal, pa si kje videl? Kje je bil povod, vzrok, da si se recimo začel pečati s tem športom? Ma dobro, jaz laufal sem zmeraj, ne, recimo že v gimnaziji sem bil v gimnazijski ekipi, smo bili trije, by the way, eden od teh treh je bil Stane Ferfila, se moram pohvaliti, je bil moj sošolc, on je laufal z Danetom Korico. Zdaj, večina naših poslušalcev ne ve, kdo je bil Dane Korica, je bil četrti na Evropskem prvenstvu, enkrat pa še nekaj lepih rezultatov. No in Stane je laufal in ko je prihajal zjutraj, smo se dobili v razredu, ne, sem ga ponavadi vprašal, kako je bilo pa danes, ne, je on zjutraj, prednji je prišel v gimnazijo, prelaufal 20 kilometrov. In to dolg cajta, no in je bil prav dober. In mi smo, tudi še smo bili v gimnaziji, ja, smo se enkrat odločili, da bomo šli pogledati, kaj pa je ta tek trojk, kako to zgleda, ne. Pojma nimam, katerega leta je to bilo, glavno že dolg cajta nazaj in smo rekli, ok, gremo. Smo se dobili na vlaku, šli v Ljubljano in tam prišli na mesto dogajanja, da se bomo prijavili, da bomo laufali
Ste se prijavili, se niste, se da zdaj, se ne da. Nos do tav, smo se lepo obrnili z naslednjim vlakom domov in to je bila moje prvo srečanje s trojkami. Dolgo cajta kasneje, pol sem se malo bolj resno organiziral in tako naprej, jih prelaufal in pravzaprav so bile trojke, točno trojke so bile zadnji uradni tek, ki sem ga pred to zgodbo s kolenom odlaufal. Mal sem se mučil, mal vlekel nogo, ne, ampak ta naša trojka prišla lepo na cilj in smo šli na pivo in je bilo vse v redu. Ne? Tako da, evo, še ena, ki jo je treba dati v arhiv in se jo dobro spomniti poleg Aten. Kdo sta bila ostala sotrpina, ki jih moramo omeniti zdajle? Ja? V tej trojki? A misliš iz gimnazije? Ne, v tej trojki, s katero si zaključil. Aha, ta zadnji je bil Igor Reščič, eno leto mlajši kolega gor iz Izole, iz Šareda nad Izolo, in Dijana Ukretič, ona je tudi zobozdravnica, drugače pa je tudi šefica teh Lionsov in face prijateljica, kolegica, smo že kar enih par tekov skupaj odlaufali in teh primorskih in trojk, tako da smo rekli, ajde gremo še enkrat malo tole narediti in sem rekel, bom jaz probal to biti zraven in sta me kar lepo tolerirala in smo skupaj prišli na cilj, tako se spodobi, ne. Podobi se jim pravično in naredili ste to trojko. Res, jaz že nekaj let nisem bil na trojkah, moram spet iti. Je nekaj posebnega, to ste šli ta krajše trojke, ne ta dolge ali pač? Ja, tokrat, ta dolgih sem dosti naredil, ne, ampak ta kratke, zdaj pač okoliščine ne zmorejo več noga, še tako pol sem bil, kar precej dni sem težko hodil, ne, dokler se je malo uredilo, ne. Ni zneslo več, no. Pa kaj imaš proti 9, no, vse je v redu. Je 9, ne? V bistvu je 12, ampak 12. Čist nič nimam proti 12, pravzaprav. Tisti klanc gor je takšen tekaški, lep, krasen, ni pretiran, tako da ta tek mi je še zmeraj všeč. Ne izključujem, mogoče bom enkrat spet probal iti, pa malo to tako ali drugače se zvleči skozi, pa potem tudi 14 dni, če bom trpel, da se to malo zaceli. Ampak je res, mislim, ker tole je povezano ne samo s tekom in to vse, kar je dobrega pri teku, ampak je tudi zgodovina, Ljubljana, pa tisti časi, pa mesto, ki se je znalo upred, pa Slovenci, ki smo znali. In to so stvari, ki, ne vem, jaz sem bolj take še iz starega modela, ne, ampak te stvari cenim. Ja, nisva preveč sentimentalna, samo pogovarjava se, to mi všeč. Ne, nisem jaz sentimentalen, jaz mislim, da sem Pravim, da ne. Ja, tako. To čisto trezno razmišljam, ne? Tako. Nočem nič biti tak. Si lepo povedal, no se pravi, vse zgodovina se spreminja, tudi recimo trojke se reformirajo letošnje, da dolge trojke so bile dolge, samo še 20 km in tako naprej. Ja, so pogruntali, da so nas preveč martrali. Ali se generacije spreminjajo, ne, pa imajo rajši neke lažje rešitve. Daj mi povej, no, zdaj ti spremljaš pol stoletja sceno, kot novinar najbrž, da tako rečem, ne, novinar si ne samo 8 ur na dan, najbrž kar 24 ur na dan. Vsem v budnem stanju si ti pač na en način usrkavaš, razmišljaš, predalčkaš, analiziraš, a je tako, ali se motim? Absolutno nočem tega predalčkanja, niti nisem hotel ustanavljati, sem marsikaj ustanovil, nisem hotel ustanavljati društva, kluba, ki bi potem funkcioniral, imel svoj tekoči račun in te stvari. Ne, jaz sem vzel ideja tek in ta ideja je svobodna, dopušča vse možno in nemožno, seveda moraš imeti svoj etos, ne? To ne boš delal zaradi tega, da boš kaj ali služil ali kakšne zlobne ideje širil ali pokvaril svet, ampak zaradi teh malo bolj plemenitih stvari, ne? Ki se meni zdijo pametne in to se nočem obremenjevati in omejevati s takšnimi drugačnimi zadevami, zaradi tega tudi nisem medij. To pa ne pomeni, da jaz nisem več novinar. Jaz še zmeraj skušam biti novinar, pazi, kljub temu, da zdaj tukaj z Dominikom vodiva gorske teke, jaz še zmeraj pišem, s tem, da zdaj pri podpisu VJ sem v oklepaj zmeraj dam, da vejo, kdo je to napisal, da je ta tudi sokriv za vse to, kar se tam dogaja, ne? Tako da so čisti računi. Ampak jaz se še zmeraj imam za novinarja in skušam biti
objektiven, enak do vseh in tako naprej, da se te novinarske etike, kodeksa in vsega, ki smo ga takrat pisali, držim. Ok, pa še eno vprašanje glede tvojega poklica poslanstva, če so že pri tem, ker si pač insider, če bi danes mogel začenjati svojo kariero v tem poslu, rečeva, ne, namesto stoletja nazaj, bi jo še, oziroma, ok, vsi se malo staramo, jaz gledam na mlajše, malo drugače, z drugimi očmi, kot sem takrat, ko sem bil v tej koži, se je spremenila ta krajina, pa novinarsko delo je, ne vem, kaj ne rečem, se je izboljšalo, poslabšalo, imamo preveč pomagal, ali pa imajo tudi, rekel, tisti, ki v tem delajo, preveč pomagal, so se polenili, so zadeve preveč generične, površne. Kaj ti misliš? No, pa ne kot kritiko, moče kot čist realen pogled, analitičen človeka, ki do v bistvu pozna, recimo, ta poklic. En takšen paradoks, to je preveč dolgo, mislim, preveč bi moral razlagati vse te stvari, ki imam polno glavo tega, tako da bom mal skrajšal zadevo, upozoril na recimo ta paradoks. Ne. Zdaj je tehnologija šla tako naprej, pazi, takrat, ko sem jaz začenjal, so še naš Cajtang so v Ljubljani tiskali, so svinčene črke delali, ročno zlagali potem te vrstice in so tiskarji so morali piti mleko, ki je bila malo preventiva pred svincem in temi zadevami. Potem počasi so prihajali računalniki, potem je prišel internet, Google in zdaj še umetna inteligenca. Ta tehnologija je toliko olajšala to novinarsko delo, da bi človek rekel, evo, zdaj novinari pa so res carji, vse vejo, do vseh podatkov dobijo. Včasih si moral, ne vem, tedne in tedne čakati, da si en droben podatek dobil, da si lahko potem zaokrožil, napisal tekst, da bo to stalo. Zdaj to v sekundi dobiš kjerkoli. Skratka, ta tehnika nam je toliko olajšala delo, da bi človek rekel, zdaj pa novinari so, njihovo delo je mislim, dosti lažje delajo in zaradi tega so lahko tudi boljši novinarji. Ampak ugotavljam, da niso. Da teh dobrih novinarjev je pravzaprav zmeraj manj. Ker je dosti takih, ki mislijo, da so novinarji, ampak v bistvu ali povzemajo ene trače, pa nepreverjene informacije, ali so leni, ali se ne zavedajo tega, da morajo ljudem se trudijo biti objektivni, pa prikazati več plati, skratka, ker novinarjeva naloga to je Gustav Guzej, ki je bil eden najboljših novinarjev, učiteljev tudi za mlajše novinarske generacije v Sloveniji. On je rekel, da novinarjeva prva naloga je, da odpira vprašanja, ne da daje odgovore, da zabija žeblje, ne, ampak da navaja ljudi, ki bodo tisto brali, poslušali, k razmišljanju. To je njegov etos bil, on je bil tudi filozof in tega sem se jaz tudi skušal držati v naših cajtih, ne, nas je bilo kar enih par, ki smo to delali. Zdaj pa takih skoraj, jaz ne vem, moraš že skoraj z lučjo iskati, no, res, to mi je prav žal, ampak to novinarstvo in potem tudi tisto, kar iz tega izhaja, ne vem, zdaj, ne me preveč resno jemati, ne, ampak malček sem razočaran, ne. Namesto, da bi šlo gor, da bi to novinarstvo raslo, je ob tem, ko so možnosti za to tehnične toliko boljše, pravzaprav na drugi te etični plati gre dol, cugrunt. Misliš, Pola, če še malo sprovociram naprej, da ima ta poklic sploh prihodnost v končni fazi, bo nek potrošnik, uporabnik, nekdo, ki bere ali pa konzumira novice ali pa sam še video vsebine, kar kože klipe na TikToku, ne, sploh še je imel nekega posrednika, ki je novinar resno, ne, če praviš, da se je vse malo razodenelo, ali bo v prihodnosti... Govoriš o prihodnosti, smo že tukaj poglega, no, pa se vidiš le statistični podatki, koliko mladine, pa recimo srednje generacije, koliko se sploh še ukvarjajo z mediji. Ali gledaš televizijo, recimo vprašanje, televizija, ki je najbolj komod, ni treba brati, hoditi po Cajtang in tako naprej, ne, pa skoraj ne vejo, kaj je že to. Vse na tem, to, kar jaz zdaj bulim v mobitel, ne,
se tukaj dobijo vse informacije. In jaz, ki tudi te stvari moram spremljati, moram vedeti, kako in kaj, vidim, koliko nesnage je tukaj noter. In te teorije zarot in tako naprej, to se tako množi in to je posledica tega, eno z drugim potem se kar prehiteva, si dodaja to energijo in je katastrofa. Zdaj, tako da za novinarstvo jaz vidim kar črne perspektive, razen če se bo kaj spremenilo. Pravijo, da čez par 10 let bo človeštvo spet prišlo k sebi, da bo začelo malo bolj razmišljati, te vojne in vse ostale stvari, ki se dogajajo. Tako mal idealistično se mi zdi, ampak nekateri pravijo, da bomo prišli k pameti, mislim, kot celota in mogoče bo sestavni del tega tudi spet, ne vem, reinkarnacija in ta pravega novinarstva. Venčeslav, vrnemo se k teku, ja, pa da ne bova črnogleda samo v teh novinarskih vodah, bova optimistična v tekaških vodah. Ne? Kaj se dogaja, kar je mene najbolj presenetilo v pokoronskem času? Že pred korono, zdaj bom naredil en vod, ne zameri, prosim, ampak že pred korono po letu 15-16 obada so opazila takrat trend padanja udeležbe, predvsem Ljubljanski maraton in vse ostale, ki so tekaške prireditve, ki so pač vezane bile pač na slovensko sceno, so začele zgubljati številke 16, 17, 18, 19, padec je bil vsako leto par procentov, tudi 10. Mi smo videli, kaj se dogaja. Začeli so se traili, malo se vse razporedili, potem je udarila korona, ko ni bilo ničesar nič. In potem smo rekli, no zdaj bomo pa za to, da se zvlečemo iz te lukne, rabili kar nekaj let. Ampak glej ga zlomka, ne, 22, ko so prve prireditve prišle nazaj, so bile uspešnice, potem je šlo pa samo še na gor. Zdaj praktično, da bom rekel, vsaka vaška dirka beleži rekord. Letos sem gledal malo, pa Gorenjski pokal, pa Dolenjske teke, pa tudi primorske številke točev rekorde. Ljubljanski maraton objavlja številke, ki so bile prej dosežene, recimo oktobra, že avgusta. Noro, kaj se dogaja, Venčeslav? Kaj se dogaja? Čemu vsi derajo zdaj na tek, na trail, na cesto, povsod? Kaj se dogaja? No, ti imaš te podatke, bolj sistematično spremljaš, jaz malce intuitivno, pa dobro, seveda tudi, ker hodim po tekih okoli, pa tudi naše cifre imam, ne, je absolutno ta pozitiven trend je v zadnjih, ne vem, 3-4 letih, no, po covidu. Mi smo za covid tukaj le prav ljudstvo tekačev, smo si izmislili nov tek, Reksov tek. Takšen tek med Izolo in Koprom in nazaj, 4 km pa neki, brezplačno, vse organizirano, vse štimano in hoteli smo ljudem ponuditi, smo tekli tudi z maskami in vse to, dokler je bilo treba, in smo naredili eno serijo, ne vem, nek več kot 20 tekov je bilo, tudi ne spletne strani nismo naredili, ampak Facebook profil, tako da ta je še zmeraj zdaj že nekaj cajta nedotaknen, ker smo to malo zanemarili. In še ene 4 traile smo si izmislili v notranjosti, malo Istre pa Krasa. Ne? Tako da to smo nekako preživeli in smo ljudem dali in smo dihali, smo tekaško živeli. Ampak vse skupaj, ne, cifra, pa trend je bil pa takšen, točno kot ti praviš. In ta pozitiven trend predhoda, ne, smo mi zaznali tu v Istri zlasti po cifrah istrskega maratona. V Istri, ko smo laufali dolg cajta prej, ko si šel od Kopra do Izole, pa tako naprej po teh naših poteh in stezicah, smo se vsi poznali, nas je bilo malo. Potem, ko smo začeli s tem maratonom, pa na prvem maratonu smo kar naenkrat, ko sem malo ugibal, smo odkrili oziroma pognali na cesto enih 700 novih tekačev. To je cifra, kar tako jo vržem. Ne? Ampak noro, ja. Potem se je to tudi kar lepo nek cajta nadaljevalo, pol je šlo dol normalno in zdaj ne vem, kako bo šlo naprej. Mislim, da je največji vzpon je na področju trailov. Pri gorskih tekih, zdaj te letošnje cifre naše so pozitivne, vprašanje, ali je to samo tak slučaj ali kaj drugega. Jaz sem optimist in računam, da mogoče je to malo zapoznev rezultat tega, kar smo začeli delati tam okrog leta 2000. Takrat je
poletje bil, takrat smo mi imeli prilogo, sem jaz uvedel to v soboti, smo imeli poročanje o teh naših tekih in teku največjo pozornost. Skratka, smo dali mu svoje mesto in na začetku, by the way, ko ta primorski tek, ravninski, ko so bili, so imeli eno določeno število tekačev, recimo, ne vem, 70-80 na vsak tek. Potem, ko smo mi prišli Primorske novice kot sponzorji, v trenutku prva sezona je bila podvojeno število in to je potem nek cajt šlo tudi gor. Zdaj, mogoče je to, takrat, ko smo sejali, ne mogoče zdaj to, kaj je izraslo. Drugo je ta epidemija nam je dala popra in počasih smo prišli k sebi, ne, smo začeli tudi malo razmišljati in je po mojem tudi kot antiteza vsega tega, kar se je dogajalo leta 20 in potem še neki cajta, je zdaj vendarle se je odboj od dna in gremo spet gori, potem je splošna izobrazba, potem je privlačnost teka v naravi, to se zlasti kaže v trailih in ne vem, še kakšne druge stvari šel. Mislim, da v glavnem, če to malo povzamem, folk, mi vsi skupaj prihajamo k sebi. In tudi mi vsi, ki delamo na tem, ti, ki si tukaj goru, pa še nek par drugih naš, ki se trudimo, vendarle nek učinek, po mojem, tudi mi imamo. Da ni samo recimo, kot je bilo pred leti, še malo prej, ne, s triatlonom. Triatlon je kar naenkrat začel zelo popularen biti in je bil šminka, čeprav je zahteval dosti denarja in tako naprej, ampak nekaj podobnega se je zdaj ponovilo, se ponavlja pri trailih. In hvala Bogu, da je to povezano z naravo, da grejo ljudje ven in jaz vidim, koliko jih je, ki zdaj, jaz v življenju nisem prelaufal več kot 60 pa par kilometrov, ne, lauf je 100, 160, 300, kaj zdaj smo v UTB, ti teki so, zdaj, kaj danes ali jutri se bo začel 300, pa kaj sem, koliko kilometrski trail, mislim stvari, ki so popolnoma nepredstavljive. Včasih smo, pred par leti, ne, smo mislili, da samo ti Indijanci Tarahumare lahko laufajo 7 dni zapored, ne, pa prelaufajo vsak dan 100 pa 300 kilometrov in tako naprej. Ne, zdaj tudi normalen belc, nekdo, ki je iz Ljubljane, iz Maribora, iz Kopra, ki je tako rekoč ni vedel za tek, da se že odpravi, se sistematično pripravi in je pripravljen plačati tudi te enormne stroške, ker ti traili so ratali tržno blago in jih marsikaterega od njih sovražim, se odvračam tega, zato ker vidim, da je osnovni model to zasluženje denarja. Ne. By the way, sem nametal malo preveč nesistematično, ne, in niti nisem odgovoril na tvoje vprašanje, oprosti. Ampak si toliko cel kup istočnic, o katerih mora si da spregovoriti. Najprej, jasno, da lahko razpravlja o tem, zakaj je tek popularen, ampak mislim, da si lepo odgovoril, ne, Sadovi. Ali pa, itak je sinusoida tudi v teku, če gremo gledati nazaj 30, 50, 60 leta, ne, ko je to z Amerike pluskalo po svetu, v zahodnem svetu, ne, zmeraj je bilo malo sinusoide. So bili časi, ko je bil tek bolj popularen, nekateri so to celo povezovali ko so bile krize, je bilo več tekačev, ko je bila konjunktura manj, ampak to niti ni korelirano nujno. Kakorkoli že, zdaj smo na vrhuncu, trail je tudi naredil svoje. Zdaj jaz sem špekuliral, da recimo najprej je cestni tek padel, da je dvignil trail, na drugi strani pa zdaj trail, ki je popularen, dviguje tudi cestni tek. Se pravi, marsikdo, ki je šel trail, laufat v hribe, je ugotovil, da mogoče bi pa vendarle je najčistejša oblika tekmovalnosti, potem pa hitrosti, pa stamine na cesti, na maratonu, sej 50, 100, 150 v hribih je super stvar, ampak tam se samo najboljši lahko primerjajo med sabo, vse ostalo je odvisno od tega, kaj si jedel, kje si spal in tako naprej. No, imaš tudi te tak kratke traile, recimo, kaj sem, imaš v Vipavi, imaš tega Asterixa, Obelixa, pa imaš še onga kratkega 10, tako da to ni predolgo, to praktično vsak lahko. Tako, se pravim, tudi trail, hočem izpeljati tezo, da v trail je prišlo veliko tistih, ki so bili prej morda, ki se niso čutili za tekače, v trailu so ugotovili, da so tudi, če so malo pohodniki, lahko tekmovalci in ko ti napreduješ skozi trail, slej ko prej,
greš tudi na kakšno cestno tekmo ali pa kakšno drugo, da se pomeriš še na ta način in mogoče je to eno z drugim prineslo tudi dvig cestnega teka poleg traila. Me pa nekaj drugega zanima, no? Trail, termin, za katerega pač pred 10 leti nismo vedeli, dan današnji, se pa že praktično skoraj vsak gorski tek potem začne na novo profilirati kot trail, naj si bodo dodali kakšno razdaljo ali pa samo, da se preimenujejo. Ne? Čeprav, ok, tek na Črnoprst nikoli ne bo trail, to je gorski tek na Črnoprst, pika konc. Ali pač ne. Si to zapazil, recimo s Tomom Šarfom sem govorila, tudi on je zdaj že akceptiral to, on seveda je tisti prav purist gorskega teka in je bil v začetku mogoče kar mal slabe volje, da je prišel nek trail brez nekih pravih pravil in ta pač povozil celo sceno, zdaj imamo pač neko off-road sceno, ker trail dobiva na popularnosti, gorski tek je pa itak samo za posebne že. Kako pa ti to gledaš, recimo? Včasih smo šli na gorski tek, na gorski maraton, recimo, ne? Danes gremo na trail. Ja, Tomo je tukaj noter že dolg cajta, samo na svetovni VMRA sceni je cirka 30 let, zadnjič smo mu ploskali. Mislim, da se mu izteka zdaj ta mandat, ne. On je mal je po svoje te stvari gledal, ampak v bistvu so pa potem tile velmožje VMRA odlično odreagirali. Malo so se ustrašili, zdaj ta prihaja trail kot neke vrste konkurenca, nam odjeda popularnost, odjeda denar, ker trail je pa nastopil bistveno bolj spretno na tržišču. In tukaj je najdel en denar, tega denarja se tam dosti več giblje. No in čisto skrajšam, ne, VMRA je vendarle potem dosti hitro pogruntala, da je dobro se, če sovražnika ne moreš premagati, se mu pridružiš in so se potem povezali skupaj, ne, z ITRO in ostalimi strejlaši, ne, in zdaj imamo že, mislim, da smo imeli že 3 svetovna prvenstva, ki so prav festivali gorskega teka in traila. In so potem tudi to metodologijo, specifikacija za posamezne panoge so to dodelali, tako da zdaj svetovno prvenstvo, ki bo konec tega meseca, ki se danes začenja, ne, imamo gorski tek gor dol, imamo kratek trail, pazi kratek trail 40 pa neki, imamo dolg trail 80, v Innsbrucku sem bil, pa sem rekel, dolg trail v redu, to bo nekaj 40 kitašnega mogoče, ne, kot klasičen maraton, ne, je bilo čez 80. Tako da, to ne vem, če bi jaz delal, bi te razdalje malo drugače prilagodil in tudi na Primorskih smo to skrajšali, ono minimalno, da je lahko neki trail, naj bo 15 km recimo, ne, in ne ločujemo dolgih in kratkih, ker vendarle tukaj gre za popularnost, za rekreativce in se pravi, da moraš malo narediti bolj dostopen tek, ne pa narediti 150 in tako naprej, ker imaš samo elito, ne. Tako da to je zdaj scena je pač taka, da se dela z roko v roki in to je neka perspektiva. In VMRA je vedno, oziroma gorskim tekačem nam je vedno bilo zoprno to, da se na olimpijadah pojavljajo nove in nove panoge, zdaj bo malo ta rok, se mi zdi, in tako da gorski tek, se pravi tek, ki s vsemi odlikami v naravi, recimo gorski bicikel, ne, to je že zdavnaj urejeno, ampak zakaj pa tek je bil tako zapostavljen? Razlog je po mojem samo v tem, premalo denarja je in zaradi tega pač ni prišlo v spored. In zdaj ta zadnja informacija je za 32. leto Avstralija, olimpijada, Brisbane, organizatori, ne vem, če je to preverjeno in mislim, mogoče tudi je neumestno, da o tem že zdaj govorim, organizatori razmišljajo, da bi dali v spored trail. Se pravi, neki začetek od tega novega konglomerata teh tekov, ne, sodobnejših teh, ki so nam pri srcu, ne, da bi se vendarle znajdlo tam, ampak ni še nič gotovo, ker je to še dosti cajta bo še moralo preteči, ampak mogoče je pa to tisti majhen premik, ne, da vendarle začne svet
tekaški in ostali svet ceniti to, kar teki, gorski teki in traili predstavljajo. Zdaj to delitev na gorske teke in traile je umetna. Jaz sem zmeraj bil za tek, sem prelaufal in tega in onga in gorski tek, pač imaš določene specialnosti, tako kot imaš v atletiki, imaš šprint 100-200 metrov, imaš 400, imaš 1500 srednje proge, potem imaš 10.000, potem imaš še maraton za konc, ne. To je vse v redu, ne. Tudi tukaj imaš gorski tek, startaš v dolini, prideš gor na vrh, si rešil zadevo, gorski tek gor. Potem, ko greš malo gor pa dol in je malo daljši, to je gorski tek gor dol. In potem, ko so prišli zdaj traili, ok, od določene razdalje imaš pa gor dol in to malo pomešaš to in sploh ni bistveno, kako to potem imenuješ. Vertikali so pa sploh ena zanimiva stvar, ne? Vertikali so pa prav za specialiste, ono izjemna naklon more biti, ne? In tukaj le Slovenci imamo dost možnosti, da to stvar razvijamo. Ne samo Gorenci, pazi, paradoks v Sloveniji, menda Štoržič je nekaj cajta bil, zdaj pa se mi zdi na Gorenskem praktično nimate več, razen ta del Gorenske, ki spada zdaj že po tekih k primorskim gorskim tekom, ne, se pravi, imamo Ratitovc, tam bi skoraj že lahko bilo, ne, pa še kakšen drugi, skratka, Primorska ima zdaj 4 vertikale. Si lahko predstavljaš, ima morje in 4 vertikale. Vem, da bo na Kriški gori naslednje leto tudi vertikal v sklopu trail vikenda, pa še kdo se bo, Storžič mu ljubi, je imel tudi kar nekaj let neizkuhar, organiziral tisti vertikal, zaguljena, ampak odlična oproga, ampak ker si že ravno rekel, Primorska boga, mislim, meni je bilo nikoli jasno, ko sem prvi slišal za obalo, trail je to možno, no pa sem videl, da je to možno, nisem nikoli mogel verjeti, da, ne vem, da je Jagodje najtežji klanc na vseh polmaratonih v Sloveniji in tako naprej. 50 metrov vzponov, prosti, za enega maratonca je to dost. No in kaj je odgovor na vprašanje, da je Primorska praktično zibelka več kot polovice slovenskih gorskih tekačev, tudi trail tekačev in tako naprej, da so praktično v reprezentanci se govori primorsko, ponovadi je bil še selektor Primorca, najboljši tekmovalci so bili Primorke in Primorci še vedno so. Kaj, ti pa to spremljaš, ti si tam, ti si dejansko še en stric vsega tega, ne, ali iz ozadja ali pa iz ospredja. Kaj na Primorskem takega, ne pa na Gorenskem, ne pa na Pohorju, na Gorjancih, če smo že pri tem, da dela tako dobre, tako žilove, svetovno konkurenčne tekače in tekačice? Veš kaj, nimam pojma. Jaz mislim, da kot prvo Slovenci zdaj Primorci, Gorenci, Prekmurci in tako naprej, zdaj imaš gori, imaš Klančnike, Mariborčane, dobro, imajo Pohorje tudi za kakšen klanc narediti roglo in to, ampak tako da Slovenci imamo tudi to v nogah, v glavah, ne, tudi te teke in ne bi kaj dosti razlikoval. Mogoče pa je razlika v tem, pazi, samo tipam in ugibam, v tem, da na Primorskem, ravno če izhajaš iz podatka, zadnja leta Primorska ponudi večino, malo več, kot polovico vseh gorsko-tekaških in trail dogodkov v okviru Združenja za gorski tek in trail tek. Tako da, in tudi zdaj, teh dneh se zaključuje ta razpis, oziroma vabilo, ki so ga dali za organizatorje in vsi naši primorski organizatorji o tem razmišljajo in tudi za naslednje leto, po mojem, ne bo kaj bistveno drugačno. Pri nas je teh organizatorjev toliko, pazi, imamo letos 21 tekov, spodobnih, super tekov in ne vem, vsaj po Sloveniji je ogromno tudi drugih tekov, ampak na takšen način to narediti, z veliko požrtovalnosti, z minimalnim denarjem, z veliko dobre volje in tako naprej, to pa po mojem je ta primorska posebnost. In začelo se je pred 55 leti, natanko 55 leti pod Brdo, prvi slovenski gorski tek, ne, ki so laufali Ivan, Peter in Marko,
še zmeraj živi in se bomo videli čez par dni, 6. septembra je trail gor, ne, na Črnoprst. Rekel si trail, gorski tek. Je bila cesta, ampak dobro si povedal. Ja, gorski tek je seveda, sej ni važno zdaj to poimenovanje, kot če greš v specialnost. Ja, tako hecam te, seveda, ne hecam te, ampak gorski tek na Črnoprst, gorski tek Ivana Anderleta, kaj praviš, 55 let nazaj je bil prvi, noro. Ja, 70. leta. Mislim, da je bilo v avgustu 70. leta, ko so se odpravili in je pri železniški postaji je bil ta odpravnik ali nektašnega, so se zbrali ti fantje, so rekli, pubje, gremo, mislim, da je tako bilo, ko udarila ura, ne, in so šli in so približno v eni uri so bili na vrhu vsi trije. To recimo, zakaj je to v Sloveniji tako popularno na Primorskem, pa zakaj jih imamo toliko. Ne vem, ta tradicija 25 let gorskih tekov, to tudi nekaj da. Pazi, zdaj, samo da se zadnje stvari spomnim, pa da začnem recimo z Štajercem. Tadej Srdinšek ima 30 pa nekaj let, ne, pa še ni bil v državni reprezentanci. Je prišel laufat k nam in je zdaj na svetovno prvenstvo, ni on, da bi bil recimo nosilec pa tako naprej, ampak bo lepo v ekipi in bo svoje tudi korektno, sigurno opravil. Ampak potem so pa tukaj še recimo, evo, Varineja Drašlar, ona je z Vrhnike in ona je začela laufati z mamo in z očetom primorske gorske teke, najprej prišla tako malo z radovednostjo in potem je pogruntala, oziroma smo tudi mi pogruntali, da je dobra in smo jo začeli nagovarjati, smo jo razložili, kako to lahko zgleda, ne. Padla v reprezentanco in je za hip, za neki cajta bila tudi celo, je bila prvo ime v gorska teka med ženskami. Potem je prišla pred par leti Anja Mikuš, ki je tudi padla že v reprezentanco, predlani mislim, da že, in je letos osvojila prvi naslov na širokem, mislim, da je bilo široko, ja. In potem je tukaj Tine Žižmont, ki je zdaj tudi v reprezentanci, ki je, to je zdaj ta mlada trojica, ki bo rasturala še nekaj cajta, ne. Imamo Špandringa, imamo Tineta in imamo Maja iz Maribora. Pritržnik ali kako je. Pritržnik. Dobro, dva od teh sta tudi turno smučanje, tako da je bil, mislim, da sta oba svetovna prvaka tudi že bila v turnem. In tako naprej, pol je prišla zdaj je s Tadejem je tudi Klara Močnik. No, ko sem pri Močnikih, imamo mislim, da 4, če ne več, Klar, ki so v špici slovenskega teka, to je tako zanimivo naključje, ne. In je prišla pred leti tudi kot še mlajša deklica, je prišla na enega od naših tekov Klara Močnik in pol smo, ta pa gre. Je bila plavalka in pol smo jo nahecali, pa daj probi tako ono, in je to naredila in potem je šla v Ljubljano v srednjo šolo, kjer je prišla k ta pravemu trenerju in je, evo, državna prvakinja, ne ve več kolikrat je že bila, v reprezentanci tudi, je bila na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, je bila 6., je bila najboljša slovenska ženska uvrstitev. In kaj še? No, te ta glavne sem naštel. In to je vse teklo tukaj pri nas. In pri nas imamo Edvin Kosovel, dela pripravljalne teke, recimo gori nad Gorico, ne, ki imamo eno tako krasno progo, ki se jo da fino izkoristiti za pregledne tekme, pa za izbirne. Tudi tam se dogaja, skratka, tukaj pri nas je dosti tega življenja. Ljudje tudi mislijo na tek in se jim zdi zanimiv in ta tradicija tudi že svoje odigra in nekaj talentov pa tudi imamo, ne. Tako da jih je tukaj še dosti drugih, ki jih nisem našteval, ki imajo tudi že medalje svetovnega prvenstva, pazi. In zdaj tudi med veterani, potem ko opravijo svoje delo med člani, med veterani, evo zdaj svetovno veteransko se je končalo, tudi smo tudi ena kolegica, ki ni
Urša Trobec, ne, ki je medaljo. tudi že ima medaljo svetovnega prvenstva članskega celo, ne, pa zdaj je tudi na veteranskem, Veteranskem pa pobrala. tudi prihaja na vse naše teke, pa tam iz centra Slovenije, ne, pa ni skoraj ene tekme, ki je ne bi odlaufala. Tako da Primorska ima svoje kadre, svoje talente, ampak je tudi dovolj privlačna za druge, ki prihajajo od drugod in vidijo tukaj priložnost, da se da tudi prvič uživati, ker je to razpoloženje, ne, ta atmosfera med tekači, organizatorji res nekaj posebnega. Ne. To je neka struktura, ki v primerjavi z običajno družbeno strukturo je čisto nekaj drugega. Ko prideš ena svoboda, je svoboda misli, dobro, nakladam že. Ne povej, vprašaj ti drugega še. Primorska je res, je Iten, ja, Rift Valley, Kenija, slovenskega gorskega teka, res noro, od brata in sestre Ne, Kenija slovenskega teka so pa žiri. Si pozabil. Žirovci so zdaj začeli točiti po vratih, žirovci smo tisti, ki smo ponesli, ja, to je res. To je res. Žiri, ki so na en način na Gorenskem, pa malo tudi na Primorskem in tako naprej. Ja, mislim, noro. Cveto Tavčar, pokojni, zdaj pred nedavnim, ne, je bil, veš, koliko cajta laufal najprej ravninske, pol je prišel na kakšnega gorskega, ne, in on je eden od teh primerov, pa še drugi, ne, Polkatka, ne, je bila, Rakušček je tudi dosti hodila k nam, zdaj se malo drugače ukvarja in je tudi gospa tekačica, gospa trenerka, ki se tako globoko se moraš prikloniti. To je vse žiri. Potem imaš tam še enih par orientacistov, ki vsake toliko pridejo na kakšen naš tek, pa poberijo prvo, drugo, tretje mesto. Genialci ste, dej. Mislim, žirovci, ste slišali ta hvalospev, Džepel vam ga je izrekel lepo, počaščeni ste lahko, jaz sem vesel. Res, prav, lepo si povedal. Ampak ja, vrtiva se okrog tega pokala, pa me nekaj zanima. No, prej sem že začela. Pokal je bil na tem, ja, ne da se ukine, ne, ampak ja, ena generacija je rekla, naredili smo svoje, teh 25 let je bilo ogromno dela vloženega, kot si rekel. Na marsikaj ste vplivali, ti si bil pač tudi tako ali drugače zraven, ampak pokal je marsikaj naredil, ne samo državne tekme, ne samo reprezentante, ne samo ta duh časa, ne, ki je potegnil pač slovenski gorski tek na res najvišji nivo. Ampak kaj, po 15 letih je bilo ene zgodbe konec? Kje si se potem ti znajdel zdaj? Takrat smo govorili, se pogovarjali, kje so mladi, kdo bo to prevzel, kdo bo ta voz potegnil naprej. Kako si se, zanima me ta Venčeslav Japelj pride pa reče, fantje, ok, vse delam, vse poročam, fotkam, snemam, pa če vi nočete, bom pa jaz še gajžlo prijel, pa vas bom malo preganjal, pa bomo še delali naprej, ne bo šlo to k vragu, ne more iti k vragu. Če se malo sprehodimo skozi zgodovino teh dobrega četrt stoletja, ne, najprej so bili ravninski teki, ki smo jih vzeli kot sponzorje, sem že povedal, kakšne posledice je to imelo, ampak leto kasneje, ko so kolegi pri gorskem teku, gorski tek je bil pa prvi, je bil pa leta, mislim, da se je 2000 začelo, mislim, da ni bilo še 99, je Dušan Pavlica, Krašovc iz Sežane, to zasnoval, takrat so bili prvi 5 tekov je bilo in je to zalaufalo in ki je videl, da stvari grejo na ravninskih tekih, je rekel, pa zakaj ne bi še mi probali prideti, ne, da nas Primorske novice vzamejo kot medijski sponzor. Jaz sem bil takoj za to, so prišli zraven, tako da sem praktično od drugega leta teh gorskih tekov, ma tudi že prvo leto sem že laufal, Prdela tam, Kobarid, pa tako naprej, neki teki so bili, ki jih potem zdaj ni več, ne večinoma, pa Kojca, strma, ekstra, mislim, najbolj strm gorski tek, kar jih jaz poznam v Sloveniji. Dobro, pol je to enih 2 ali 3 leta, nek cajta je Dušan to držal, potem pa mu je zmanjkalo energije, tudi mislim, da je bilo zdravjem, imel nekaj težav in potem so vstopili iz Kojce, ekipa iz Kojce
Tone s, glavnem, ekipa iz Kojce, ki je to furala enih 5 let, se mi zdi. Potem so se tudi oni malce upehali in je bila prva kriza, velika kriza, kaj pa zdaj, a bo to propadlo ali ne bo. In pa sem se jaz vključil in sem začel jaz iskati in sem potem tudi se zmenil z Klavdijem. Klavdijo je potem to prevzel, oblikoval svojo ekipo in je vodil to skupaj z Ivom Ketejem 17 let. Njihov mandat je bil 17 let in potem po 17 letih, jaz bi že dost prej bi omagal. Ne? In pol so povedali fantje, da to pač ne bo šlo več, da nam morajo in da iščemo nove. In smo iskali, dali si 1 leto, so rekli, 1 leto bomo še vodili, ampak tam moramo intenzivno iskati. Po 1 letu ni bilo tega junaka, heroja, ki bi bil pripravljen narediti. In potem je šlo še 1 leto, ker sta podaljšala Ivo in Klavdijo. Še 1 leto sta furala, še 1 leto smo iskali način. Po tem drugem letu smo se začeli gledati in ko se je to drugo leto začelo končavati, sem si rekel, ne, Klint, zdaj od začetka tukaj je tradicija, je 25 let in da zdaj to propade. Tudi če narediš samo 1 leto pauzo, pa tudi če dela tako, mislim, to ni več isto, ne? Ker imam izkušnje, sem tudi bil pri drugih organizacijah in je marsikaj že šlo cugrunt in tako da je bilo treba nekaj narediti in potem sem rekel, ja, probam jaz zdaj nekaj poiskati kakšno rešitev in sem začel malo gledati, če bi bil še kakšen drugi, ki bi lahko malo pomagal, ne? In sem dobil Dominika. Dominik je pa računalničar in jaz sem imel čista tombola in čisto naključje, ampak v življenju ni naključje, se ti veš, ne. In sem naletel pri njem, da je on rekel, ko sem se malo pogovarjal, je rekel, ja, pa jaz mogoče bi, ampak zdaj imam toliko v življenju, toliko stvari, pa mogoče naslednje leto bi malo, ne, pa sem rekel, ne, zdaj je treba nekaj narediti, daj bom jaz tukaj zagrabil, bova midva skupaj, ti boš tukaj le se malo prihajal noter, ne, in pa je rekel, ja, ok, dobro, ampak takrat že sva se zmenila, da čez 1 leto pa on zagrabi, on svojo ekipo in on fura naprej. In pa sem jaz začel malo resno razmišljati, par idej, kako je treba to spremeniti, par šibkih točk, ki smo jih imeli, ne. Midva sva bila zmenjena in potem je ko imamo licitacijo, ne, prva ponudba, druga ponudba, tretja ponudba, ni nobenega, ki bi kupil to, ne, in pa sem rekel, ok, midva bova to prevzela, če ste vi za to, in pa so rekli, ja, seveda nisem imeli nič proti, ne. In sam sva povedala, kako bo to v enih zoženih razmerah in tako naprej, ker prej stara ekipa je imela svoje sponzorje, je to bilo vse utečeno, ampak rekli smo, bomo probali to speljati tako in da tudi za tisti denar, ne, sem jaz rekel, dobro, če tam, ker bo ratala luknja, bom jaz zapolnil. In dejansko tako tudi je, ne. Zdaj midva delava, Dominik se je izkazal kot fenomenalen čarovnik računalniški in naredil en sistem, ki deluje tako, osnova je ID, identifikacija posameznega tekača, tako da ni možno, da imaš ti enega tekača pod 3 različnimi, ker se 3 črke spremenijo ali pa črka samo spremeni, da je kar naenkrat pod 3 imeni. Merodajna je torej številka, ne ime, ne priimek, številka nosi za sabo podatke. Nesporazumov, ne. No in je naredil seznam, vse teke, ki smo se jih spomnili, oziroma nove vertikal pa tako naprej, pod pokale sva si izmislila in je zdaj sistem nastavljen, potem, ko je tek, samo na podlagi ID-ja vrže tega tekača na ta pravo mesto, pod skupno razvrstitev in točke in razvrstitev in po posamezne pokale. Skratka, to vsem tem razvejenem sistemu v trenutku, ko on pritisne enter, se znajde noter in je to v bistvu kar lahko to narediti, ne, ni preveč obremenjen. In mesece prej nismo imeli ažuriranih rezultatov, zdaj je to naslednji dan ali pa maksimalno 2 dni, je to že funkcioniranje, prav milina pogledati, ne, kako je to. Tekači imajo pregled in tudi že kar hvalijo te stvari, ne, tako da
To je zalaufalo, potegnili smo dva nova teka, ker smo hoteli dati veljavo trailom, smo tudi, novi pokali so vertikali, traili, potem pa dosedani so gorski tek gor in gorski tek gor dol. In poleg tega je tudi pušelc že bil, ki ga furajo neodvisno od koordinacije, ti organizatorji teh 4 tekov, ne, tako da to se namešavam, to ostaja enako, kot je. In to zdaj lepo funkcionira. Tako da, preveč sem povedal. V bistvu, Povej, kaj ti še povem, no? si povedal si veliko, zdaj predstavljam si tako, pa me ti dopolni, ne? Se pravi, imamo nek nabor 20 plus tekov, ja, 20, ja. tako, ki ste jih vi povabili v ta pokal. Ne? Ok, organizacija vsakega teka v osnovi je domena pač tega lokalnega organizatorja, ki ima tudi več samostojnosti, določanje tarif in tako naprej, samo neke osnovne pravila. Kaj, no to me zanima, kaj določi recimo Venčeslav Japor kot koordinator pokala, kaj pa ti, se pravi, določiš, kaj je tvoje delo v osnovi, ne? Kaj so tvoja pravila, ki se jih mora potem organizator držati in kaj je tvoj post festum, si že rekel, zajem podatkov, ki je najbrž od nekega časomerilca tam, ali vi to delate, ali vi to zajemate, to me malo zanima, ne? Kje se vključiš ti kot predstavnik pokala, kaj je tvoje delo in pa je tvoj rezultat, recimo? Organizatorji imajo več samostojnosti, tudi malo več odgovornosti. Neke stvari sva prevzela z Dominikom, tako da organizator to izpelje, opravi meritve tako ali drugače, če potrebuje kakšno pomoč, damo kakšno roko, predvsem Dominiku morajo poslati te rezultate v obliki recimo Excela, da lahko potem manipuliraš s tem, razlagaš, da jih lahko potem razmeče. Njemu je potem toliko lažje narediti. Organizatorji so dolžni upoštevati pravila, ki so pri kategorizaciji. Kategorizacijo smo nekoliko dopolnili oziroma spremenili primerjavi z lanskim letom. Dali smo noter še kategorijo mladincev, tako da se začne članski tek pri mladincih, kategorija 4, potem 5, 6, 7, 8, 9. Pri 8 bi se moralo končati v skladu z VMRA in ostalimi mednarodnimi standardi, metodologijo, ampak mi smo dodali še starejše veteranke, glede na to, da imamo v tej skupini jih malo več. Dobro, veterank ne toliko, ampak veteranov imamo je ena močnejših skupin, tako da smo dodali še ločeno, da ne laufa nekdo, ki od najmlajšega do najstarejšega v tej skupini, da je 20 let razlike, to ni pravično. Posebej, če je množičnost. Ja, tako furamo, to potem tudi laufa. Za otroške teke smo tudi določili na novo ta pravila v dogovoru z strokovnimi trenerji iz združenja. Smo se posvetovali in smo nastavili prvič kategorije in drugič zaželene, idealne razdalje za posamezne starostne razrede in dobili smo sponzorja, ki je pokril večino stroškov za medalje, kajti vsak otrok, ki pride, dobi medaljo in dobi tudi še vrečko z temi sladkarijami. Ta sponzor iz Sežane je pač temu ugodil. Upam, da tudi konec letošnjega leta, da bo se to podaljšalo, da bo ta po njem poimenovan Pokal Leone šel naprej. Nam je močno olajšalo in tudi organizatorjem je olajšalo, ker vse medalje pridejo iz te vreče. Se pravi, mi dva z Dominikom zrihtava te medalje, izdelava, plačilo, vse to. Organizator samo organizira tek, se skuša držati teh naših standardov, koliko je dolgo in tako naprej obremenitev. Nikoli ni idealno, da ima vsaka kategorija svoj start in svojo dolžino, ne? To je nemogoče, ponavadi sta 2 starta in tako da malo grupiramo. In prinesemo medalje oziroma pokale, tisto, kar potrebujemo, da lahko to opravimo in je organizator razbremenjen tega. In tudi skupne potem na koncu, ko bomo imeli zadnji tek, podelitev in to je vse naša stvar. In tudi vse medalje, vsi pokali za vse kategorije,
tako za skupno, kot za te 4 dodatne pokale. To je stvar naju dveh, koordinacije. In potem delamo to, ko recimo vse večina organizatorjev malo povpraša, pa nam pošlje osnutek razpisa, pa se potem uskladimo, da je stvar v redu, tukaj kakšnih večjih problemov ni. Tako da to kar dobro laufa, sodelujemo, mislim, idealno, ker mi dva veva, da ta pravi prvi in najbolj suh zaklad zlato teh primorskih gorskih tekov so ti naši organizatorji. 21 tekov smo dobili tako mimo grede in za naslednje leto imamo že evidentirane ene 3, bomo videli, Nove. kako in kaj. Nove, ja, še kvalitetne, ne smem govoriti še o tem, bomo videli, kako se bo to izteklo, ne, ampak je, in mogoče tudi čez mejo bomo še šli, z Italijo se povezovali, ker jaz sem alergičen na meje in tako da te stvari kar dobro furajo. Se pravi, Kaj ti povem še neki cifer? mislim, Venčeslav Japelj, Tako zastavljeno, čakaj, Noro. da še tako, da ne pozabim cifre, ker potem to se mora potem pokazati tudi nekje v enih številkah in te številke so o udeležbi. izvoli. Po 15 od 21 tekov smo dosegli, med člani smo dosegli in za en nastop presegli lansko celoletno kvoto. Že po 15 od 21. Pri otrocih smo po 15 tekih vseh skupaj smo podvojili lansko udeležbo. Tako da potem končna cifra, kje imam napisano, končna cifra je zdaj po 15 tekih, je skupna udeležba je 15% večja kot lani in pri otrokih je pa za 103% večja. Noro. Mislim, noro. Mislim, jaz sem to, pred par dnevi sem rekel, da moram malo zračunati, pogledati, ne pa sem padel na rit. Organizatorji so itak navdušeni, najbrž, sicer imajo več dela zdaj. Do zdaj se nismo nič kaj dosti pogovarjali, ker še ni bilo cajta za potegniti črto in to, zato bo še zmeraj priložnost. Ne. Zaenkrat to, mislim, je zelo, zelo lepo zgleda, ne. Tudi težav je veliko manj, kot sva z Dominikom pričakovala, tako da je benti, ne smem se preveč hvaliti, ker se bo kaj zalomilo. Dajva pol povedati, nekatere teke lahko povabiva še na eno poslušalstvo in gledalstvo. Evo, nekaj jih je še, pa izkoristiva to priložnost, Venčeslav. Veš kaj, 15 smo rekli, da jih je do zdaj se pravi še 6 jih je. Imam tukaj seznam, da ne bom kaj kiksnul. Ta prvi je 6. septembra, Črna prst, 55-letnica. Mislim, da organizatorji tudi bodo še te 55-letnici posvetili dodatno pozornost. To je rojstvo slovenskih gorskih tekov. Bravo. In tam bomo imeli tudi že zaključek teh vertikalov, to je 4. iz serije vertikalov. Jaz bom prinesel pokale od vaše Maje iz Radolce in potem bo tudi, čakaj še, zaključek Pušeljca je tam, ne? Tako da Črna prst, 6. september, absolutno ima dosti razlogov, zakaj treba kaj pridati. Pol naslednja zadeva bo 14. septembra bo trail po Angelski gori, to bo prvič trail, ker bo 15 km pa še nekaj več, ne? In bodo tudi otroški tek imeli. In tam bo zaključek teh trailov, se pravi, da že kar tudi naslednji pokal se zaključil po enakem vzorcu s vsemi temi pokali in velikimi medaljami za skupno uvrstitev in za posamezne starostne kategorije, se pravi 12 kategorij. Potem je 27. septembra tudi za otroke, članski in za otroke, imamo tek na Hleviše nad Idrijo. To je gor, nobena podelitev tam ne bo. Pol imamo 11. oktobra imamo Sabotin Trail Evening. Ta je mednaroden, skupaj z Italijani delamo. Oni temu pravijo trail, ampak po naši klasifikaciji ne dosega, ker ni tako dolg, ne. Je tek gor dol, se laufa malo po naši, pa po italijanski strani in teče se popoldne, podvečer, se pravi na glavne svetilke in to bo nekaj posebnega, no. Super. Tako da to je 11. oktober, no, žal bo
tam gužva, 12. oktober, naslednji dan bo že gorski tek na Nanos, je tudi za otroke in tam bo zaključek tega pokala za otroke. To je na isti dan, ko imajo v Tržaškem zalivu Barkolano. Potem se spomnim točno, kdaj je. Ne? Se pravi, da 12. oktober je Nanos, otroci zaključek, otroci morajo priti, ker morajo priti po pokale. Ne? In pol je še zadnji je štanjelski tek 6. decembra, ta je nov tudi. Ta drugi nov trail, ki smo ga imeli, je pa že upravljen, je Ilirska Bistrica, tudi super tek bil. No, štanjelski tek je 6. decembra, to je tak zanimiv tek, od 200 do 400 tekačev prihaja iz vse Slovenije, z avtobusi prihajajo in kako ne boš takšnega traila povabil zraven. In kljub temu, da je vreme tako, enkrat se spomnim, je bilo minus ne vem koliko stopinj. Smo prišli, se prijavili na hitro in v avto se gret, smo delali ekološko škodo, ne, motori in tako naprej ogrevali, minuto pred štartom iz avta na štart, gremo. In pa si se nekako segrev je bilo, ampak mislim, da nas ni bilo manj kot 200. Tako da ta štanjelski tek, to bo zaključek, glede na to, da je to zaključek, ne zadnji tek, bo zaključek za pokal gor dol in za skupno uvrstitev. Te najlepše pokale od Grande finale. To je to, kar nas še čaka. Upam, da bodo vsi teki šli, ker včasih kakšna sezona je bila, da je kakšen odpadel, recimo, ko smo imeli COVID in to so bili problemi, ampak zdaj mogoče bomo dali vseh 21 skozi. Kakšna je zdaj udeležba, ti človek za številke, pa analitiko, pa imaš vse, kakšna je zdaj udeležba, koliko tekačev se je do zdaj že pomerilo na teh 15, imaš to, ki je zabeleženo? Prešteto, nimaš. Čaki, 25krat ima, Jurija pa pol po mojem, od Jurija do Jurija, pa dajmo samo Jurija, bodimo zelo, zelo skromni. 25,000 tekačev, se pravi, nastopov je več. Ne vem, nimam teh podatkov, tudi moji predhodniki niso tega računali, jaz pa tudi se nisem s tem ukvarjal. Ne. Vem, da rekorder po številu zmag je tam z okrog 90 zmagami Simon Alič, on je naša legenda, Gorenc, ampak je član ŠD Nanos izpod Nanosa, Vipavska dolina. Kot premnogi Gorenci. In družbo mu dela Mihaela Tušar iz Cerknega, ona jih ima malo manj teh tekov, ne. Zdaj za Simona navijamo, da pride do 100, neki to bo pa mega žurka, ne. Pa mislim, da je realno, da pride do tam, ne. Če je zmogel do 90, bo stisnil še teh zadnjih 10 dni. Koliko nastopov, pa to je res, ne vem, če obstaja način, da bi to vse skupaj sešteli, veš. Če obstajajo baze, bi vse te baze mogel dati skupaj, pa poenotiti, pa če idije, pa vse. Preveč dela, mogoče potem, ko boš drugič v penzionu. Kaj pa, če reče vam je 2 ogromno, ali je to pretenciozno? Mislim, da v tem podcastu nič ni pretenciozno, glede na to, kaj si povedal, pa kaj delaš tam dol. Zdaj mi povej, energije imaš očitno še kar na izvoz, človek bi rekel, da poleg tega, da si prevzel koordinacijo pokala, kar ni šala, mala poznam fante, pol mlajše od tebe, ki so na kakšnih drugih predelih Slovenije obupali nad kakšno koordinacijo podobne organizacije. Ti to delaš, hkrati si na vsaki tekmi, pa itak narediš še svoje običajno delo tam, ne? Ja, vsakokrat je po defaultu je najprej, prva stvar je javljanje, čim prej, recimo na Facebook, pol so fotogalerije, imam nekatere sodelavce, v prejšnjih letih je bil kolega Stane iz Mosta na Soči, zdaj je to Jože iz Cerknice, ne, ki vsake toliko ne utegne, ne, peka, ja, on vsake toliko ne more, recimo, ne, ampak večino jih naredim, potem tudi njegov link, njegove so na razpolago za vse in te fotke, za tiste, ki ne vejo, so na razpolago, kdorkoli hoče, kaj rabi, lahko vzame, predeluje in tako naprej. Če misli, da je ustrezno, naj napiše, da je to avtorstvo ljudstvo tekačev ali pa ne, ni toliko bistveno.
No, potem včasih že prvi dan, ampak to je bolj izjemoma, praktično vsakokrat potem je to naslednji dan že tudi video narejen. Video ni umetniški, je dokumentaren, se pravi, da poročaš, te osnovne stvari daš in zaradi tega je tudi poenostavljeno, tako da se jaz ne zafrkavam s tistem 3 dni, ne, ampak da to naredim v recimo 1 uri, 2 urah. In potem pa še napišem tekst, ki gre na spletno stran Ljudstva tekačev, pa vse to gre na dva profila. Facebooka gre pa mogoče še kam, še mogoče na mojega privatnega, še kakšna stvar. Tako da to je doseg, se tam giblje, zdaj ono maksimalno je okrog 10.000, ne, in to izbrane, to so prav tekači, ne, to ni da bi bilo karkoli, ne. To in ja, to je, ne, pa pol vsake toliko moram na kakšen intervju s tabo, pa s kakšnimi drugimi, ne. No, to mi je tako bolj zabava. Je pa res, da je to kar malo utrujajoče, ne. To sem te In hotel nekaj vprašati. cajta, enih 15 let sem delal tudi, ampak to je bilo samo enkrat na leto, ne, sem delal tudi tekaška novinarska prvenstva. No, to jih je bilo, pa še dober si bil, še med veterani si dobil kdaj, ne? To ne obstaja več, ali kako? Ja. Ne, tam, ne vem, pa ne zaradi mene, ampak v glavnem zaradi tega, ker nisem čutil več na drugi strani odziva. To je bilo pred tem novim valom spenjajočim se slovenskega teka, ne. In pol se mi je pa vseeno za malo zdelo, 15 let se trudiš in tako naprej, pa ni odziva. Tako da to je ena takšnih malo bolj senčnih plati novinarjev, ki se dostikrat hvalijo, ne, po intervjujih, ja, pa laufam, pa trail, pa to, pa ono, veš, pa tam pa ne pridejo zraven, ne. Malo čudno, no, ne vem. Vajaš, Dominika praviš, ampak zaenkrat pa ostajaš ti motor, tudi za... Ja, za naslednje leto, tako sva zadnjič govorila, ne, mu bom še pomagal. Ono formalno vodenje, to absolutno mora on prevzeti, ne. Zdaj, kakšno stvar bom še jaz tudi naredil, pomagal. Tako da nisem čisto ven. To novinarsko delo, to pa zaenkrat še nisem razmišljal, da bi kaj, sem že dostikrat iskal, da bi kdo kaj pomagal, tudi dobil enega kolega, ki je neki cajta to, neki malega tudi še pomagal, ampak ni dolgo trajalo, tako da kaže, da bom nek cajta še jaz, pol pa, ko ne bom več, pa se bo ta zgodba končala. No, to še ne bo tako kmalu, Bomo videli. Venčeslav, a vidiš, Bomo lahko bi še... videli. Na svetovno prvenstvo potuješ, ali kako? Ne bom, ker imamo te stvari tukaj, moram biti tukaj, moram pokale prinesti, pa tako se ne izide. Drugače bi pa kar skočil, ta Španija bi me kar mikala. Takrat, ko sem utegnil, recimo zadnjič Innsbruck, pa Avstrija. bil sem kaj na Poljskem sem bil, pa v Italiji, mislim, da drugega ni bilo. Vsake toliko, ko moram, ne, takrat grem, ne, in takrat je, in tudi dosti spremljam in sodelujem in smo prijatelji v združenju, ne, tako da to je ta dimenzija, ker če bi bil stisnen samo tukaj v tem primorskem pokalu, bi bilo eno, tako pa, ki je cel slovenski in cel globalni, cel svet v bistvu je odprt, ga lahko spremljaš. Zdaj, ko sta bila gori Andreja pa Jonathan, ne, dve legendi največjih gorskega teka svetovnega, Majer, se lahko pogovarjajo z njimi, pa dobiš kakšno izjavo in tako naprej. Pa kaj češ več od življenja, pa še naše šampione, pa dobiš intervju Žive Remic, ne, lani recimo sem imel pa prej tudi že nekaj par izjav, ne, ki je bila še pupica majhna, ne, namreč lani je prišla na Šmarno goro in tudi tako malo za spremembo šla odlaufati med starejšimi deklicami, ne, zdaj bo ona svetovna prvakinja in tako naprej, trkam na les, ne, neverjetna punca. Pa veselje, čisto veselje, ko se s temi pogovarjaš, ko jih vidiš, kaj delajo, kaj so pripravljeni narediti. To je energija. Draga publika, če se zdaj niste nalezali Venčeslava Japla, tega energičnega tolčenja z roko po mizi, ker oči mu žarijo, ko o tem govori, pa kje ste mladci, on bo mogel delati še zaradi tega, ker vi nočete 20 let, ampak res, ne vem, ok, boš pa delal to še 20 let, Čepel, očitno ti je usvojeno. Ne vem, če poznam človeka, ki je s srcem in dušo tako pet v ta šport in tako energično to počne, ko bi marsikdo že rekel, ne delajo drugi. Pa sem ti rekel, mačken sem govorila, urca pa povešla takole,
Jaz poznam še enega tašnega, veš? Ja? Ravno kar se počasi posplavljala. Veste, jaz imam še kakšno leto, ja, da te dohitim, ja, pa si mi vzor. Ne, ti me moraš prehiteti. Vse naslednje mlade generacije, jaz to mojih čerki, pa zdaj vnuku in tako naprej in ostalim govorim, vi morate biti absolutno boljši in daj povej, kaj moramo mi narediti, da vam pomagamo. Mislim, To je to. nimam več kaj za dodati. Jaz sem predvsem, se pravim, si moj, eden od mojih idolov, spremljate že dolgo časa, moram ti reči, da so tvoji zapisi pa videi tudi, bom rekel, neizčrpen vir informacij za to, kar jaz počnem tule, ja, prostočasno. Res je dober, lej, vem, da tega ne maraš, da te kdo drug pohvali, ampak super si, sem zelo vesel, da so tole urco pa pol preživela v družbi, pa spoštovana publika, če ne greste na črno prst, pa v Štanjel sigurno, ja, zato da boste naredili selfie z Venčeslavom Japlom, pa da ga boste še kaj vprašali. Čuj, naj se Slovenija navadi, reče se Štanjev. Jaz sem zelo navijam za tiste, ki recimo Idrija ni Idrija, ampak je Idrije. Tako naprej, ne, skratka. Štanjev. Ne, zafrkavam se. Štanjev, ne. Toliko, da bodo vedeli, če bodo tam reči, to je pa Štanjev, ne, pa bodo gledali, kje pa to. Štanjev, ki se napiše z L-jem. Spoštovane. Bi še kaj dodal mogoče za konc? Ma kaj, da je še preveč. Preveč sem ti nakladal. Ko mi čakam, da se vidva v živo, pa spijo kakšno pivo, pa kakšno rečejo o tistem, kar tule niso uspela. Jaz se ti res zahvaljujem, da si mi dal urico in pol svojega dragocenega časa. Navdušen sem, nahajpan sem, kar laufat bi šel ali pa kaj organizirati. Hvala tebi za priložnost. Pozdrav vsem, ki so poslušali. Potrpljenje je božja mast, v redu. To jaz zmeri rečem in to, evo, s tem zaključujem ta podcast. Se vidimo tam zunaj, spoštovana publika, Džepel, midva pa tudi. Čau! Čau!